treba je vedeti, se pravi, da zakisano telo je raj za bakterije, viruse, pa tudi rakave celice. V bazičnem telesu, v telesu, ki ni zakisano, se rakave celice ne morejo razmnoževati. Fino bi bilo, če bi uradna medicina in frekvenčna terapija šle skupaj in bi delali vse na vzrokih in na posledicah, ker ni cilj, da se dela samo na simptomih. Zdaj ste v bistvu povezali vse skupaj in ste prej lepo tudi rekel, če je človek zdrav, mogoče nekaj rabi. Ampak ja, v bistvu. Dober dan in dobrodošli v podcastu Neverjetno. Kot običajno predstavljamo zanimive teme, neverjetne zgodbe, neverjetne rezultate, razne tehnologije in tako naprej. Danes je z nami en poseben gost in sicer gospod Marko Črnivec. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospod Marko je dejansko tudi raziskovalec, je tudi poznavalec raznih frekvenc in kot sam tudi pravi, zdravje ima svojo frekvenco. Tako da še enkrat dobrodošli in želim, da vas malo naši, bom rekel, gostje oziroma gledalci ali poslušalci podcasta Neverjetno malo bolj spoznajo. Pa če kar, gospod Marko, začneva z tistim enim osnovnim podatkom ali informacijo. Kdo je Marko Črnivec, kdo ste, odkot prihajate, kakšna je vaša zgodba, kako ste se srečali s tem poljem teh frekvenc, o katerih bo danes govorila? Ja, v bistvu mene je vedno zanimalo to, kako prevzeti odgovornost za svoje zdravje, se pravi poskrbeti za svoje zdravje. In jaz sem v bistvu to raziskoval skozi celo življenje, ampak predvsem ta tehnični vidik. Skupaj z ženo sva pa potem pred dobrimi 20 leti, ko sva se spoznala, začela te raziskave skupaj. Ona je v bistvu predvsem ta prehranski vidik dopolnila, pa cirkadiane ritme in to zadevo. Ona je meni vedno govorila, da sem neke sorte Baltazar, ker pri meni so bili kabli, skozi neki stroji, neke zadeve, in tukaj sva potem to zadevo raziskovala. V bistvu gre za to, da frekvenčna terapija, frekvenčna tehnologija je ena od mnogih možnosti, ki je v bistvu tudi merljiva in se da tudi tukaj marsikaj izmeriti in se vidi tudi pač po različnih vidikih, kako zadeva deluje. Stvari so stare več kot 100 let. In mogoče bi tukaj eno tako zgodbo povedal, kako sem midva v bistvu potem prišla tudi do teh frekvenc in frekvenčne terapije. Pred leti, ko je najin sin imel podančice, je v bistvu moja žena iskala, kako bi to na naraven način v bistvu pozdravila, kako bi na naraven način, brez kakšne kemije, prišla do tega, da bi njemu pomagala. In je na YouTubeu najdla čisto preprosto eno oddajo o zaparju, takrat to je bilo 30.000 Hz, ena frekvenca, in je rekla, da bi ona pač to pa imela. In jaz sem takrat rekel, jaz ne bi bil jaz, če ne bi takoj šel v bistvu v akcijo in poiskal načrt, poiskal od Hulde Clark, to je po Hulde Clark bilo narejeno, načrt, kako se zadevo naredi in zadevo dobesedno naredil v dozi od elektrike. In kasneje izkazalo se je, da je to skupaj s prehrano, se je to kar zelo dobro dalo porihtati in zadeve dejansko funkcionirajo. Kasneje sva potem pa midva prišla v stik z gospodom Čuligom in podjetjem Status. Tam se je pa zadeva sva prišla v stik s tem profesionalnim aparatom, ki ima pa vse možne frekvence od 1 do milijon hercev. Wow, milijon? Ja. To je kar velika številka. Torej, če povzameva, vi ste se s področjem alternativne medicine srečal šele pri težavah z otrokovim zdravjem? Tako, v bistvu s to konkretno frekvenčno terapijo takrat, ja. Se pravi, v bistvu smo izhajali iz lastnega, iskali smo neko rešitev. Ampak običajno je tako, da smo ljudje nekako že v nekem, ne vem, v neki preteklosti že izrazili neko zanimanje mogoče, ali, dobro, rekel ste, da pač se spoznate na matematiko oziroma fiziko, da ste človek številk, če lahko rečemo tako. Je bilo prvo srečanje z tem, bom rekel, če rečemo, to danes paše pod alternativno medicino, je bilo to takrat, ko je bil pač problem z otrokovim zdravjem, ali že kdaj prej pa je samo ideja, bom rekel, padla takrat
Konkretno z aparati kot takimi je bilo to takrat. S tehnologijo, tako. Ampak vsi pa vemo, da je vse v frekvenci, da je glasba frekvenca, da je svetloba frekvenca in da praktično vsaka zadeva resonira na neki frekvenci in da organ, vsaka celica, narava, vse ima svojo frekvenco, na tem področju pač že prej. Tako, tukaj smo se pa že prej srečali s tem. Imamo dovolj časa, samo toliko povem, imamo dovolj časa, tako da kar lahko se umirite, sprostite, bova obdelala več kot dovolj vprašanj, da bo imela priložnost oziroma bojo vsi gledalci ali poslušalci imeli dovolj priložnosti za ujeti vse pomembne informacije, tako da kar počasi. Torej, dotaknila sta se pojma pač frekvence, vibracije, dejansko v bistvu ta tehnologija, ki ste jo začel omenjati, ni novost. Kako lahko rečeva, koliko časa pravzaprav ta tehnologija obstaja? V bistvu začetki so stari več kot 100 let, 150, 130 let. En začetnikov je bil Maxwell, ki je takrat odkril skalarne valove, ki jih je potem Nikola Tesla dokazal. Potem smo imeli dr. Rajfa, Royal Raymond Rife v 30 letih, potem je bil Lakowski, dr. Beck, Hulda Clark, dr. Anthony Holland. Mogoče, da poveva par stvari o samem Rajfu, ki je bil... Lepo prosim, mislim, da bi bilo fino, da v bistvu vsi poslušalci oziroma gledalci malo bolj spoznajo, malo bolj detaljno, kdo so bili ti ljudje, kaj so odkrili, kako se povezuje to z današnjimi odkritji oziroma kako ta tehnologija deluje danes oziroma kako je bilo takrat. Kar počasi, v miru. Ti zdravniki so z raziskovalci, so raziskovali frekvence, se pravi v smislu, ugotavljali so povsem izkustveno, katera frekvenca na kaj deluje, na katerega parazita, ker v bistvu ne gre za samo neko splošno klasično protiparazitno terapijo. Tukaj gre za podporo celotnemu telesu, se človeka obravnava celostno. In konkretno dr. Rajf je raziskoval predvsem raka, se pravi rakave celice, kako se množijo, kako jih uničiti, kako te stvari narediti. Njega so takrat v 30 letih ugledni zdravniki, študenti so k njemu hodili, ker on je imel laboratorij, ker je imel mikroskop, ki je povečal 60 000-krat. To je bilo za tiste čase en zelo, zelo velik dosežek. On je bil eden prvih, ki je pod mikroskopom videl žive organizme. On je videl živ virus pod mikroskopom. In to še v tistih časih, ko so nekateri znanstveniki trdili, da mikroorganizmi sploh ne obstajajo. In k njemu so pripeljali bolnike z rakom, mislim, da jih je bilo 16 takrat bolnikov in je bilo, tako ja, in jih je v roku 3 mesecev, to je medicinska ekipa je bila sestavljena, ki je naredila kontrolo nad tem in oni so ugotovili, da po 3 mesecih je on dejansko pozdravil bolnike v zadnjem stadiju raka. Zadnji stadij raka, torej v bistvu res že praktično se reče, od klasične medicine je pravzaprav odpisanje, bi se lahko reklo. In to je bilo v 30 letih prejšnjega stoletja. Njemu so potem celo priredili banket v čast konca vseh bolezni. To je bilo, mislim, da 44 najbolj uglednih zdravnikov, ki so prišli k njemu in so to počastili. Kakšna čast, ne? Kakšna čast. On je delal, se pravi, Rajf je delal tudi na otroški paralizi, na meningitisu, tetanusu, na vseh teh virusih. In jih je dobesedno znal ukrotiti. Odlično, odlično. Torej recimo, če pogledamo to praktično 100 let nazaj, je to že obstajalo rešitev za novodobne bolezni. Tukaj, ko so prej rekla, zdravje ima svojo frekvenco, potem lahko preprosto predvidevamo, da ima bolezen tudi svojo frekvenco, ki seveda ni ista, je drugačna. Torej, to frekvenčno delovanje dejansko, glede na njegove uspehe dr. Rajfa, je v bistvu vse te paciente pozdravil in ta banket z več 10 njegovih kolegov, zdravnikov, ga je prišlo podpreti. Ampak, če se jaz dobro spomnim, se ta zgodba žal ni zgodila po njegovih pričakovanjih, namreč nekaj se je zgodilo s temi njegovimi podporniki. Kaj je bilo? Ja, kljub temu, da je on dobil en kup enih priznanj, se pravi za svoje dosežke,
par let po tem banketu, leta 1939, tam nekje, njega noben več ni želel poznati. V bistvu so zadevo želeli utišati, ker zadeva je bila dobesedno prepoceni. Potrebuješ nek aparat, malo elektrike in zadeva funkcionira. Neka revolucija bi lahko rekla v medicini. Tako. In nekomu ni bilo v interesu. To je dejansko bilo revolucionarno odkritje. Definitivno. In nekaterim to ni bilo v interesu in so zadevo želeli utišati. In recimo, kot sem seznanjen, je nažalost ta njegova zgodba, ki je res želel pomagati, kot zdravnik je želel pomagati, torej seveda ljudem. V tem je uspel, ampak nekoga je zmotilo, ker kot sami pravite, stvar je bila očitno prepoceni, je pa farmacija že dosegala v bistvu neke finančne višave in verjetno jim ni bilo v interesu, da se lahko človek pozdravi sam z nekaj centi, bi se lahko reklo. Je to razlog, da se je njegova zgodba tako Zagotovo, se pravi, končala? zagotovo je bila tukaj to, ampak k sreči se stvari potem niso ustavile, kljub temu, da on tega več ni mogel, mislim, da je nadaljeval potem svoje raziskave še kasneje, ampak je potem tudi obupal, ni mogel več. Isto je bilo pri premočni lobiji, isto je bilo pri dr. Lakovskem, ki je tudi naredil oscilator, tudi se je ukvarjal z rakom, tudi njega je potem, mislim, da je povozila limuzina. Slučajno, verjetno. Slučajno, tako. Sigurno slučajno. In ostali, ki ste jih našteli, omenili ste... Dr. Beck, ki je tudi delal na tem področju, potem ena zadnjih je bila Hulda Clark, dr. Hulda Clark, biologinja, ki je v 90-ih letih skupaj s svojim sinom ustvarjala in raziskovala in delala frekvence. Potem je bil dr. Anthony Holland, to je pa, mislim, da je skupino za raka v leta 2008, se pravi nedolgo nazaj, raziskoval, katera frekvenca spet pri raku je najbolj uspešna, se pravi, kaj je najbolj koristno. In oni so takrat ugotovili, da v bistvu je 11. harmonična resonančna frekvenca tista, ki je najbolj učinkovita pri raku. Se pravi, da v telo prideta dve frekvenci istočasno, fazno sinhronizirano, od tega je ena točno 11-krat višja od nižje. So pa vsi ti raziskovalci, se pravi, vse te, kar so jih naštela, od Hollanda, Čereva v vratnem vrstnem redu v preteklost, Hulda Clark, Lakovski, Beck, Reif, vsi so raziskovali in izkustveno postavljali frekvence, ugotavljali, katera frekvenca, tako kot so že prej rekla, na kateri organ deluje, katero celico, katera frekvenca polni v bistvu celico z električno energijo, dobesedno. Ker če tako pogledava, zdrava celica ima nekje napetost električno nekje med 70 in 90 milivolti, tudi do 100. Ko ta napetost pada zaradi vplivov okolja, prehrane, bilo česa, miselnosti, pride nekje na 50 milivoltov. Takrat v bistvu pride do kroničnih bolezni. Ko ta napetost pade nekje na 30 milivoltov, pride do dovzetnosti za raka. Preprosto zmanjša se pravzaprav ta energija v celici. Energija v celici. Ker ne pravi, da smo kaj na žarnica, kaj na lučka. Tako, mi smo dobesedno baterija. Jaz sem zasledil pred časom, sicer ne spomnim se zdaj, kdo je točno bil, ampak je rekel, če bi pravzaprav vso energijo, ki jo celice pravzaprav nosijo v sebi, da bi lahko, ne vem, kakšno mesto razsvetlili za ne vem koliko časa, kakšna energija pravzaprav se skriva v frekvencah, v celicah, ko so frekvence tiste prave, dobre, zdravilne, in kakšna sprememba je seveda, ko nastopi bolezen, ker gre za spremembo frekvence. Prej ste omenil dr. Becka, jaz se spomnim, da sem v poznih 90-ih letih zasledil nek njegov videoposnetek, ki je bil seveda v zelo slabem stanju, v neki kleti so snemali, ker je bil takrat že preveč izpostavljen in so bili pač interesi nekaterih posameznikov oziroma določenih organizacij, da se ga pač odmakne in se je pravzaprav že skrival in je posnetek iz tistega obdobja, to je bilo, ali bil posnetek iz 89. ali iz 90. leta, zdaj nisem prepričan in spomnim se, ko je razlagal o tej tehnologiji, o teh frekvencah in o Reifu in tudi seveda tukaj se omenja vedno tudi Nikola Tesla, ki je pravzaprav oče te tehnologije, frekvenc in današnjega sveta. On je omenil eno zadevo, čist mogoče zanimivo,
za omeniti. On je rekel, da je včasih bil plešast in da je s to tehnologijo tako spodbudil, bom rekel, ravnovesje v svojih celicah, da je pravzaprav dejansko so mu začeli ponovno rasti lasje in je imel fino, torej možakar v 70 letih, fino temne lasje in je rekel, ne misliti, to niso barveni lasje, to so moji lasje, res, da ni imel polno košate glave, kot bi se reklo, verjetno v mladosti, ampak plešast pa definitivno ni bil več. Vam je to kaj poznano? Ja, verjetno je obnovil celice. Sej, a ne, je logično, ne? Z ene strani je v bistvu, nekateri celo trdijo, da se celice lahko na ta način ali resetirajo, ali obnovijo, pomladijo, več izrazov. Napolnijo se tudi z energijo. Napolnijo se kot mini akumulatorček, ne? Tako, ker se lahko spet obnovijo. Znotraj celic imamo mi mitohondrije. Tako, mitohondriji so osnova, tovarna, ne pravijo tovarna organeli energije, v celicah, to so naše elektrarne. Tako. In ko mitohondriji dobijo energijo, jo posredno dobijo tudi celice. Odlično, odlično. Omenil ste Huldo Clark, recimo jaz sem bral eno njeno knjigo, mislim, da je 600 in nekaj strani. In recimo zanimivo je, da pravi, da je pravzaprav, ali govorimo zdaj o raku, ali govorimo pač o ne vem kakšnih različnih boleznih, ki jih svet pozna, ona je trdila, da je pravzaprav vsak izvor bolezni nekje v neki parazitski osnovi, torej da, ker je toliko in toliko parazitov, paraziti, ki so v jetrih, oziroma se naselijo v jetrih, paraziti, ki se naselijo v koži, paraziti, ki se naselijo v možganih in tako naprej, da tudi recimo migrene, ki jih jaz verjamem marsikdo, naprimer od poslušalcev oziroma gledalcev in gledalk, tudi ima, da recimo ena navadna migrena je lahko povezana z paraziti. Torej, govoriva o Huldi Clark, ki je pravzaprav celo življenje praktično, če lahko tako zaokrožim, ali pa velik del življenja posvetila odkrivanju teh in frekvenc in pa tudi tem raznim parazitskim, bom rekel, živim bitjem, ki pravzaprav črpajo torej hranila, poleg tega pa tudi nekateri trdijo, da je to lahko tudi, torej sami paraziti, problem zakisanosti oziroma sprememba pH-ja v telesu. Kako vi gledate na to? Zdaj tukaj, ko ste omenil Huldo Clark, Hulda Clark je ena od raziskovalk, ki ona je res trdila, da vse bolezni povzročajo ali paraziti ali pa zunanja onesnaževala, tudi težke kovine in tako naprej. Seveda, težke kovine so pravzaprav še dodatno, ko pravijo, hrana za parazite oziroma poskrbijo za odlične pogoje, da se paraziti ne samo naselijo in ostanejo v telesu, ampak da se tudi odlično potem razmnožujejo. Tako. In v bistvu Hulda Clark se je prioritetno s paraziti ukvarjala, zato je tudi to tudi v svoji knjigi zapisovala in tudi napisala frekvenčno listo za vse te parazite različne. Dr. Rajf se je ukvarjal z drugačnimi stvarmi, dr. Beck, Lakovski spet z drugimi stvarmi, ampak skupek vseh teh raziskovalcev je pa prinesel frekvenčne liste, se pravi, ki so prinesle skupaj. Ena zadeva še, ki ste jo omenil prej, zelo pomembna, je zakisanost telesa. Se pravi, zelo pogosto, skoraj vsak je zakisan, prav. Tako, ampak treba je vedeti, se pravi, da zakisano telo je raj za bakterije, viruse, pa tudi rakave celice. V bazičnem telesu, v telesu, ki ni zakisano, se rakave celice ne morejo razmnoževati. Bakterije, paraziti se ne morejo razmnoževati. Pravijo, če je prava frekvenca, kot so čisto na začetku rekla, če ima zdravje svojo frekvenco, torej to je že avtomatsko slaba oziroma nezaželena frekvenca za parazite, je tako? Bolezen je drugi program, druga frekvenca, jaz včasih rečem kot radijski program, kot poslušamo, tako, kot nastavimo recimo enako postajo in v bistvu imate na eni strani postajo zdravja in ko rečemo v bistvu bohtimo od zdravja, z druge strani v bistvu, če se frekvenca spremeni se v bistvu potem tudi stanje torej celic oziroma mitohondrijev. Na koncu koncev je to v bistvu program
bolezni, jaz rečem. Je res? Tako, v bistvu program bolezni, točno tako, kot ste rekel, ker vsaka bolezen ima neke frekvence. Pač, ko je celica zdrava, bova tako rekla, ko je celica zdrava, ima neko frekvenco. Nek organ je zdrav, ima nek svoj niz frekvenc. In ko v bistvu zaradi nečesa, zaradi vplivov okolja, zakisanosti telesa, razmišljanja, prehrane, navad, ki jih imamo, ko se ta frekvenca spremeni, potem organ tudi na fizičnem nivoju zboli. Se je to zelo logično, ne? Jaz sem prepričan, da tudi poslušalci, gledalci in gledalke to definitivno razumejo, ker je zelo lepo ste razložili, zelo jasno. Kako bi rekel, naprimer, omenila sva nekaj teh znanstvenikov, zdravnikov, ki so vsak, kot se lepo pa je povedal, torej Rajf je pač imel en, bom rekel, pristop, potem Hulda Clark spet drugega, Beck tretjega in tako naprej. Vsak je prispeval nekaj, ne? Ampak zdaj recimo, če zavrtiva čas v današnji dan, kako bi rekel, tehnologija je v bistvu danes dostopna, ki združuje vse te znanstvene, vsa ta znanstvena odkritja odprej od teh, ali kako, ker predvidevam, da... V bistvu vsi ti raziskovalci, zdravniki, tako kot sva rekla, so raziskovali in so odkrivali frekvence. In te frekvence so pisali v svoje knjige, zapiske, vsak svoje, dr. Rajf, Lakovski, Hulda Clark, in je za vsako zadevo napisala neke frekvence, za katere so ugotovili, da to deluje. Recimo Hulda Clark je naprimer vzela sklop frekvenc med 100.000 pa 200.000 herci, naprimer, in je potem priklopila človeka na aparat in vsake 3 minute dvignila frekvenco za 1000 hercev. S tem je v bistvu šla preko mnogih frekvenc, imela zelo dobre uspehe, ampak je bila zadeva tudi dolgotrajna. Ampak ko je ona to ugotavljala, je čisto izkustveno potem tudi videla, katera frekvenca komu pomaga na katerem področju. In na ta način so nastajale frekvenčne liste. Ena od njih je recimo konsolidirana frekvenčna lista, ki se je dolga leta sestavljala in je za kakšno bolezen noter. 10 frekvenc, neki 15, neki 30, zelo obširna zadeva, ker to je sestavljeno 100 let in je to združeno v neko tako frekvenčno listo. Tako imajo Rusi svojo frekvenco, Spooky, Resonant Light in kup takih različnih firm je, kjer imajo pač frekvence in sestavljene protokole, sestavljene frekvenčne liste od vseh teh raziskovalcev. Recimo tudi knjiga obstaja Rifing, The Frequencies of Rifing, kjer imate v bistvu vse frekvence od začetka pa do danes združene v eno knjigo in so tukaj tudi več izdaj. Zdaj tukaj, če pogledava leta 2006, ko smo zdaj na novejšem času, tako kot ste prej vprašal, je pa klinika v Berlinu začela sodelovanje z 12 klinikami po svetu. In tam gre pa za diagnostiko in terapije na dejanskih bolnikih. In oni, ko na dejanskih bolnikih ugotavljajo, katere frekvence pomagajo, in to je stalni projekt od leta 2006, v knjigo, se pravi v tole knjigo. To je to, kar imava tukaj na mizi. To je ta knjiga. Torej seznam frekvenc za elektroterapijo. Od 2023 do 2025. To je najbolj frišna zadeva. To je najbolj frišna zadeva, ker ta zadeva se posodablja. To se posodablja na 2 do 3 leta. Posodablja se še pogostejše, ampak knjiga se izda nekje v tem času. Ja, dobro, to je veliko, ja. Tako. In oni, tako kot sva rekla, se pravi, diagnostika in terapije na dejanskih bolnikih in tisto, kar se izkaže kot najbolj uspešno, potem upisujejo v to knjigo. In potem se to uporablja na aparatih, ki so kompatibilni s to frekvenčno listo. Je pa tako, da je za vsako diagnozo, za vsako bolezen, za vsak organ, celico, za neko zadevo, karkoli si pač zamislite, lahko pogledate tukaj noter, imate sestavljen protokol 10 frekvenc, za vsako frekvenco 3 minute, kar pomeni, taka terapija potem traja 30 minut. In tukaj gre za to, se pravi, od leta 2006 stalni projekt, konstantno izpopolnjevanje, to je en kup zdravnikov, znanstvenikov, ki danes dela na tem področju, tako da zadeve so kar zelo dobro raziskane. Torej, namesto za vsako bolezen norožca raste, kot bi rekel, kekac ali pa pehta, bi lahko tukaj malo prilagodili, pa rekli, za vsako bolezen frekvenca obstaja. Torej, obstaja zdravilna frekvenca, torej, ko je treba pravzaprav celice oziroma telo spodbuditi s to biološko najbolj pravilno, ker sva rekla, če frekvenca pade pri bolezni, potem je treba to zdaj frekvenco, predvidevam,
stimulirati oziroma spodbuditi. V bistvu se organ naleze tiste frekvence. Tako, v bistvu ga stimuliramo, spodbudi se, ja? Spodbudi, ker ga stimuliramo s tisto frekvenco, ki je njemu zdrava. Prej, ko ste omenil rožico, tudi Bachova esenca ima vsaka svoja frekvenca. No, saj ravno to. Ki je znana. Super. Torej, z ene strani mi pravzaprav stimuliramo, torej s temi frekvencami stimuliramo, če se reče, nek oboleli organ ali neko težavo, neko bolečino, nek problem. Skratka, mi lahko s tem, eno je, da stimuliramo, da spodbudimo nazaj v tisto optimalno ravnovesje, harmonijo sem prav razumel, ampak istočasno pa lahko pravzaprav to tehnologijo uporabimo tudi za zaustavitev oziroma preprečitev razmnoževanja naprimer teh bakterij oziroma parazitov in podobnih patogenov. Za eno in drugo stvari. Se pravi, tako, kot sva že prej omenila, ni to samo neka klasična protiparazitna terapija. Tukaj gre za celostno obravnavo in tukaj vse te vidike, ki ste jih zdaj omenil, pašijo skupaj. Se pravi, vi v bistvu lahko podpirate organ, lahko polnite organ z energijo, delate na katerikoli bolezni, delate pač karkoli želite, se pravi, lahko uničujete parazite. Zato gre. Tukaj gre za podporo nekemu osnovnemu zdravljenju. Se pravi, fino bi bilo, če bi uradna medicina in frekvenčna terapija šle skupaj in bi delali vse na vzrokih in na posledicah, ker ni cilj, da se dela samo na simptomih. Gasilci, ko pridejo, oni ne sprašujejo, kdo je zažgal, oni samo pogasijo. Tako, ampak lahko en piromanček tamle v grmovju čepi, pa gre kurti drugam. Cilj je odstraniti vzrok. Piromana je treba, mulca je treba malo našeškati, pa kaznovati. In tukaj je tista pomembna zadeva. Torej vzrok. To je vzrok, tako. Cilj je pri frekvenčni terapiji, torej odstranitev vzroka, ne samo maskiranje oziroma ali pa samo tretiranje nekih posledic samo kratkoročno. Ja, ampak je treba delati tudi na simptomih. Če nekoga nekaj boli, bo delal tudi protibolečinske terapije. Seveda, logično, če pač boli glava, narediš, ne vem, spiješ kozarec vode in tako naprej, ampak da se je glavobol pojavil, je lahko več kot samo neka lahko različne vzroke. Dehidracija je lahko kaj drugega, lahko je, prej ste omenil, naprimer, mogoče slaba prehrana, lahko je v bistvu nek stres, lahko je Zato je pa zelo pomembno, da se, tako kot ste prej omenili, zakisanost telesa, ampak v osnovi bi bilo treba upoštevati 3 stebre. Se pravi prehrana, navade pa pomagala. Prehrana, se pravi pravilno kombiniranje prehrane, navade spašijo, se pravi cirkadiani ritmi, kdaj jemo, koliko jemo, kako kombiniramo te zadeve in pa pomagala. Pomagala so pa v bistvu te elektronske naprave, Zapr in med drugim tudi. Seveda, torej Zapr ali Zepr, pač odvisno kako nekdo izgovarja, pač piše se z A-jem, torej Zapr. Vi ste pravzaprav s temi tehnologijami, sva rekla, srečal se že zaradi zdravstvenih težav z otrokom in predvidevam, da ste takrat začel raziskovati, pač kaj sploh obstaja in ste naletel na pač razne znanstvenike iz preteklosti in tako naprej. Kako lahko rečeva, recimo, zdaj, jaz si predstavljam, da vsak piše svojo zgodbo, predstavljam si, da je v svetu ogromno teh nekih frekvenčnih aparatov, recimo vemo bioresonanca, bioresonanca tudi deluje na frekvencah. Imamo recimo bioresonanco, ki je za diagnostiko, pa imamo tisto, ki je tudi ki uporablja aktivno frekvenco. Mogoče lahko poveste kaj o tem morda? Se pravi, bova rekla, obstaja pač, tako kot ste rekel, diagnostični, terapevtski aparati ali pa oboje skupaj. Torej tudi obstajajo, ok. Se pravi, bioresonanca, recimo, greste na diagnostiko in hkrati vam naredijo tudi terapijo. Diagnostiko samo jaz ne predlagam, ne priporočam domače diagnostike. Ker jaz vedno pravim tako, da vsak diagnostični aparat je toliko dober, kolikor je dober ta, ki to interpretira, te rezultate interpretira. Torej znanje uporabnika je tudi seveda pomembno teh frekvenc in tako, ne? Zato je v bistvu dober diagnostiko prepustiti nekemu strokovnjaku, ki se na to spozna, ki zna povezati različne vidike.
Potem se pa pač uporabljajo aparati diagnostični, lahko taki drugačni. Zdaj obstajajo aparati, ki imajo eno frekvenco, dve frekvence, mogoče tri frekvence. Obstajajo aparati, ki so predprogramirani z nekaterimi frekvencami. In to je to, ne? Potem... Ja, in to je to, kar je pač noter. Obstajajo aparati, za katere dobite frekvence na SIM karticah, se pravi, dokupujete SIM kartice, na katere vam dajo neke frekvence, doma vstavite to v aparat in delate terapijo. Potem pa obstajajo aparati, ki se pač tudi programirajo. Konkretno ta aparat Zapr Pro ima vse možne frekvence od 1 do milijon hercev, ravno zaradi tega, ker vi s priloženo tipkovnico vnesete noter tisto, kar želite. Ravno to, poanta tega je, da aparat nikoli ne zastari. Ko sva že prej govorila o ETDFL-ju, stvar se posodablja, stvari se spreminjajo, stvari se raziskujejo in potem, ko vi spet dobite neko novo frekvenco, tisto vstavite noter lahko. Omenil ste Zapr Pro, to je en od aparatov, ki se jih danes lahko najde na trgu, ne? Torej v bistvu obstajajo, pač, kot sem rekla, več tehnologij, razno raznih. Plod česa je pravzaprav Zapr Pro tehnologija? Čeprav vem, vi ste to raziskoval, ste soustvarjalec tega, kako bi... V bistvu, na začetku, ko sva se pogovarjala, ko sem rekel, da sva pač ženo prišla v stik z gospodom Čuligom iz Statusa, on je nama predstavil ta aparat, potem smo pa skupaj začeli nadgradnje teh aparatov. Torej vi ste se takrat srečal s tem, ko je ta neka tehnologija v tisti obliki takrat obstajala in zdaj torej ste skupaj vi in vaša žena potem te zadeve, glede na to, da pač ste matematično in kot pač ljubitelj številk, vam je to sigurno zelo blizu, ste potem to, zdaj razumem, torej nadgradili. Ja, ker meni je vedno točno ta zadeva mi je blizu, da jaz vidim rezultate neke, da vidim številke, da vidim na osciloskopu sam signal, ki ga aparat oddaja. Se pravi, prej, ko ste vprašal o različnih aparatih, ko ljudje, bi tukaj en predlog bi dal, v bistvu priporočal, ko ljudje izbirajo, recimo aparat, ko iščejo po spletu aparate različne, je zelo pomembno, da se pravi so pozorni na par stvari. Kako zdaj recimo, jaz razumem, vi kot so avtor, če se reče, te tehnologije oziroma ste jo ženo nadgradila v sodelovanju z pač strokovnjaki, ne? Kako zdaj vedeti, da je pa zdaj ta tehnologija boljša, kot pa recimo nekdo, ki je konkretno Huldovo, torej tehnologijo Hulde Clark, konkretno njene zapiske, njeno delo nadaljeval, ali pa dr. Beck, ker tukaj je res malo morje. Tudi dr. Beck, Hulda Clark je imela svoj sklop frekvenc, veliko frekvenc. Tukaj sploh v bistvu ne gre za to, kaj je boljše. Tukaj gre za to, kaj nekdo potrebuje. Dobro, kako to ugotovimo, kaj nekdo potrebuje? Nekateri ne potrebujejo aparata, nekateri so zdravi, nekateri pač bi radi samo delali malo na sebi. Pa tudi, če je zdrav človek, lahko... Zato pravim, nekateri bi delali radi malo na sebi, pa bi delali preventivno, bi se radi malo razstropili, pa bi radi take stvari delali. Odvisno je zdaj, kakšen aparat se rabi, ko je pa za neko ciljno usmerjeno zadevo, ko je neka konkretna zadeva, je pač potrebno malo več frekvenc, malo večji sklop stvari. In tudi Hulda Clark, kot ste rekel, ne gre za to, da zdaj po Huldi Clark ni v redu. To je super, zaradi tega, ker Hulda Clark je imela v svoji knjigi ima napisanih ogromno frekvenc. Tukaj govoriva midva o tem, da konkretno aparati, v katere je možno programirati vse frekvence, lahko uporabite katerekoli frekvence od Hulde Clark, od Raifa do ETDFL-ja, katerokoli. To je pa zadeva tista, ki je združena v tisti knjigi, ki smo jo prej omenila, The Frequencies of Raifing. Ampak to, kar sem pa želel še reči, je, se pravi, kako izbirati sam aparat, se pravi, kaj biti pozoren, kaj potrebuje nekdo, koliko ima frekvenc zadeva, kako stvar funkcionira. Pomembno je, da ima kvadratni val. Se pravi, to je tista zadeva, ki se je skozi zgodovino tudi kot najbolj uspešno izkazala, da je pozitivna frekvenca, pa koliko je ta frekvenca stabilna, koliko ima popačanja. Ravno to sem hotel vprašati, se opravičujem. Torej, to, kar ste zdaj začel, samo da malo skočim. Torej, poanta je, da ko frekvence deluje, oziroma ko preneha, mora biti orang, torej pravilni, torej momentalna prekinitev, ne da je krivulja, ampak mora biti totalna prekinitev in potem brez frekvence in potem spet ta kvadratni val. Popolnoma kvadratni val. In brez popačenja mora biti. Ker če so zapisali neke frekvence,
za katere so ugotovili, da so točne, in potem mi to frekvenco vstavimo v nek aparat in potem ona niha, gor in dol, bomo mi samo občasno zadeli tisto frekvenco, ki jo želimo. Pomeni, da polovico dejansko zgrešimo, ne? Tako, prav razumem, ne? Tako. Ni tista ta prava frekvenca, če je ta krivulja v bistvu prisotna. Točno tako. Ja. Torej, recimo, rekla sva, da se s to tehnologijo, torej, to je tehnologija, ki pravzaprav združuje ali omogoča vnašanje frekvenc po izbiri, sem razumel prav, ne? Se pravi, vi lahko torej, niso omejitve, pravzaprav je tukaj popolna svoboda, da vi lahko upišete noter pravzaprav kakršnokoli frekvenco iz, recimo, ali iz te knjige, ali pa v bistvu iz ugotovitev dr. Hulge Clark, dr. Beck, Reif in tako naprej. Ja, torej, to je, se mi pa zdi, kar ena velika prednost, da lahko pravzaprav imamo eno osnovo in iz tega lahko pravzaprav nimamo omejitev. Nimamo omejitev, tako. To je ena velika prednost. Ker imamo na voljo vse frekvence od 1 do milijon hercev in karkoli bomo mi vnesli noter, nam bo delovalo. Odlično, odlično. Torej, treba je pa zdaj seveda vedeti, katero frekvenco vnesti, ne, če sumimo določeno stvar, če že recimo nekdo ima neko diagnozo. Zdaj k nam pridejo recimo ljudje, ki bi, tako kot so prej rekla, se pravi, bi se radi malo razstropili, malo dela na sebi, jih boli glava, imajo seneni nahod, pač imajo glavobol, imajo neke kronične zadeve, za katere vejo točno, zakaj gre. Za dvigant imunski sistem. Potem pridejo ljudje, se pravi, tukaj se postavi lahko nek protokol, kako sestavljati zadevo. Potem pridejo ljudje iz bioresonance, imajo neko diagnozo in na podlagi te diagnoze se lahko sestavi protokol. Potem pridejo ljudje od uradne medicine, od zdravnika, tam so ponavadi pa težje bolezni, in se tudi pač sestavi nek protokol, čeprav tukaj je zelo pomembno, da se upošteva tudi mnenje zdravnika in se potem da je to kot podpora temu osnovnemu zdravljenju. Seveda nikoli ne smemo reči, da zdaj uradna medicina pač ni dovolj dobra, dejstvo pa je, kot ste lepo rekel, in vsak inteligenten človek razume, da si lahko v bistvu in z eno in z drugo metodo samo koristimo, in da lahko skupaj in da kompatibilno delujeta skupaj za boljše oziroma tudi hitrejše rezultate. Ja. Kaj bi bil recimo vaš nasvet nekoga, ki pa recimo primer je lahko, da želi samo mogoče dvigniti imunski sistem ali pa recimo, če govorimo o neki družini, nekdo, naprimer, če govorimo o nekem mlajšem posamezniku v družini, morda samo za neko stimulacijo, nek športnik, ne vem, kdorkoli, mama, oče, nekdo, ki pa ima, ne vem, 50 ali več let, 60, ki pa je lahko že morda neke težave v življenju že dal skozi, pa so neke posledice ostale, ta bi pa morda želel neko bolj resno terapijo, neko delovanje. Kako začeti, kako se tega lotiti pravzaprav? Prej ste lepo, zdaj ste v bistvu povezali vse skupaj in ste prej lepo tudi rekel, če je človek zdrav, mogoče nekaj rabi. Ampak ja, v bistvu kdorkoli, karkoli, nima veze, za katero zadevo gre, mi vedno priporočamo na začetku, da se dela podporne terapije. Najprej podporne terapije za ledvice, pa nadledvične žleze seveda, jetra, vranico, srce, pljuča. To je tistih par osnovnih organov, s katere je treba podpreti, zato da to funkcionira čim boljše. In marsikomu se kakšni njegovi simptomi, nekih alergij, nekih stvari, za katerega so recimo primer odgovorna jetra, se mu že močno izboljšajo že po samih teh podpornih terapijah. Vedno se pravi začetek s podpornimi terapijami, potem pa naprej ciljno usmerjene terapije za določene zadeve in kombinacija večjih terapij. Odlično, odlično. Zdaj, če posplošim sicer, to ne rad delam, vendar za primerjavo bo to dobra iztočnica. Veliko, sva rekla, različnih metod obstaja, različnih zaparjev, takih in drugačnih. Vaša tehnologija ima prednost prav v tem, sva rekla, da lahko se opiše katerakoli frekvenca in tukaj imate ogromno izbora iz te knjige, ne knjižice, pravzaprav knjige, ne frekvenc, to, kar je do zdaj ugotovljeno. Kako bi pravzaprav lahko ločila, obstajajo aparati, kjer imate naprimer ploščo in z bosimi, golimi stopali stopite gor, nekateri imajo recimo, ne vem, neke bakrene ročke, tretji imajo spet, ne vem, neke zapestnice. Mogoče lahko poveste kaj več za tiste, ki to ne poznajo dovolj dobro, v čem so prednosti ali slabosti ali kako lahko rečeva, kaj je tukaj najboljše od tega?
Zdaj, vsi aparati imajo nek izhod, skozi katere oddajajo frekvenco. Konkretno Zapr Pro ima dva izhoda, ki sta enakovredna, skozi katere pride ven frekvenca, tisto, ki jo mi noto nesemo. To frekvenco je pa zdaj treba na nek način dobiti v telo. Dobro, to se pa lahko naredi ali z bakrenimi ročkami, ki jih primete v roke, se pravi, dobite direktno frekvenco v telo, lahko se to naredi preko suhega seta, se pravi, imate... Torej, vaša tehnologija ponuja in eno in drugo, vse možne variante. Tako, v bistvu, a tretje? Vse možne, v bistvu gre samo za različne elektrode. Dobro. Se pravi, fizične elektrode, ki jih date direktno na telo, so ali bakrene ročke, potem imate rokavice, imate nogavice, nakolenčnike, zapestnice, katerikoli del. V kombinaciji s trakovi, se pravi, da vi date te nakolenčnike na trakove, ali pa zapestnice, date lahko na katerikoli del telesa in date ciljno usmerjeno na točno določen del telesa. S tem aparatom, ker ima dva izhoda, lahko dela dva človeka hkrati terapijo ali pa eden na rokah in nogah hkrati. Lahko se tudi masira nekoga drugega. Se pravi, ročke kot ročke imajo nogavičke, ki se zmočijo zaradi prevodnosti same, jih oblečete, se pravi ročke in držite, to se tudi čuti potem te frekvence. Suhi set je pa obvezno suh, ima pa noter, se pravi, srebrne nitke, srebro je pa še malenkost bolj prevodno od bakra in potem to lahko date na katerikoli del telesa. Strakovi se pravi nakolenčniki, zdaj tudi v kombinaciji se pravi z infrardečo svetlobo, tako bližnjo kot daljno, kar pomeni hkratno stimulacijo preko infrardeče svetlobe in preko frekvenc. Zdaj, nekdo, ki tega absolutno ne pozna, morda je nekaj bral o tem, pa si lahko samo predstavlja. Kakšna je ta izkušnja za ljudi, ki se s tem srečujejo prvič? Nekateri se bojijo, da jih bo streslo, recimo, nekateri se bojijo, da bojo to neki elektrošoki. Kaj bi odgovoril, recimo, takim ljudem? Ravno elektrošoki niso, ampak se pa čutijo in nekateri čutijo bolj, nekateri čutijo manj. Zdaj, marsikdo ne verjame, kako zadeva funkcionira. A če bolj čutijo, bolj deluje, ali to nima nobene... Samo občutenje niti ni pogoj za delovanje, ker na suhem setu se načeloma čuti manj. Večina ljudi čuti manj. Ampak učinkovito je pa... Učinkovitost je pa enaka. Tako, ne glede na to, kako mi uporabljamo na rokah. Gre samo za to, kaj komu bolj ustreza. Razumem, In tukaj je zdaj treba... Če hočeš brati knjigo, naprimer, ne? Boš dal gor zapestnice. Daš gor zapestnico in v bistvu se s tem ne ukvarjaš in... Tako, in terapija sama teče. Ker tisto moraš pa le držati, ne? Tisto je treba držati. V bistvu za zavestno delo so najboljše ročke. Da si pri stvari, Da si pri stvari, tako. Ampak drugače pa zato, da si pa ti frej, da imaš roke, noge, to daš gor zapestnice, rokavice, bereš knjigo, brskaš po telefonu, je pa to tak način boljši. A to recimo, če se reče, če je to že neka elektrika, neka stimulacija, neke frekvence, ni problem, da recimo zdaj pa mi držimo tablico, beremo elektronsko knjigo ali beremo maile, delamo nekaj za službo, morda za računalnikom. To ni problem, če se mi nahajamo v bližini nekih drugih električnih naprav, to moti, ne ker v bistvu frekvenca direktno pride v telo. Gre v telo, ne? Tako. Nekateri celo v službo nosijo, pa dajo nogavice gor. In koliko časa potem za službo to, pol ure ali kako ste rekel? Ja, prej, ko sva govorila o tem, kako začeti, mi vedno priporočamo 1 do 2 terapiji dnevno na začetku, potem se pa s časoma to poveča, pa vedno najprej podporne terapije, tako kot sva že rekla. Ker problem je v tem... Podporne se smatra kot neke najprej manjše, da se telo navadi. Podpiranje organov, tako kot so prej rekla, podporo ledvicam, nadledvičnim žlezam, jetram, torej bolj kot preventivno, podporno pomeni bolj kot preventivno? Preventivno, da ukrepimo organe. Recimo, tudi če bosta dva človeka, nekdo ima težavo na jetrih, nekdo ne, bosta oba delala podporno terapijo. Če ima nekdo recimo zamaščena jetra, primer. Prostite, se lahko reče to, da je za ogrevanje? Lahko bi rekel. Lahko, samo zato, da terminologijo uporabimo na način, da res lahko vsak razume. Podporna bi lahko pomenila na nek način predpriprava, neko ogrevanje, da bi pol šele lahko delal neke... Če bo nekdo imel recimo zamaščena jetra, bo najprej delal podporne terapije, potem šel pa konkretno na njegovo težavo. Seveda v kombinaciji s pravilno prehrano in tako naprej. Ja, prehrana je tudi pomembna. To, kar že ves čas v bistvu omenjava. Pravi, govoriva zdaj o podpornih terapijah in zdaj nekateri morajo delati podporne terapije en teden, en mesec. Koliko časa je pa to treba delati, je pa odvisno od vitalne energije vsakega posameznika. Leta tukaj niso tako pomembno, kot je vitalna energija. Nekdo je lahko starejši, pa ima
pa ima več Točno energije, tako. nekdo je lahko mlajši, pa ima težave z, ne In vem. tako, kot sva rekla, se pravi, priporočamo 1 do 2 terapije za začetek na dan, potem se pa to s časoma lahko povečuje. Če prehitro, preveč terapij, dobimo lahko neko tako imenovana Herxheimerjeva reakcija. Ne. Imamo mi primere ljudi, ki delajo po 5 ur terapij na dan, pa ljudi, ki naredijo 1 na 3 dni. Neodvisno. Omenil sem Herxheimerjevo reakcijo, kar prej ste vprašal, kaj se lahko zgodi, kaj priporočati, kaj ljudje lahko pričakujejo. Če prehitro začnejo, se pravi, kakšne protiparazitne, razstropljevalne terapije, takrat pride do te Preveč strupu naenkrat. preveč toksinov, paraziti razpadajo, to gre v kri in v bistvu se na nek način matasti ratamo zaspani, kot da bi imeli mačka. In potem se ustrašijo, da to ni dobro, v resnici je pa to reakcija stranski učinek, razstrupljanja. reakcija, ki pravzaprav potrjuje, da se nekaj dogaja, da se nekaj spreminja, da se telo čisti, ampak je trenutno preobremenjeno. Ne? Tako, ker zato je pa pomembno, da najprej naredimo podporne terapije, da so organi okrepljeni, da teh stvari, da je teh stranskih učinkov, ki pa niso stranski učinki v klasičnem smislu, kot nek stranski učinek neke kemije, da je tega čim manj. Dobro, dobro. Omenjala sva fizične elektrode, torej dejansko to drživa to ročko v roki, omenjala sva pač te zapestnice oziroma pač te, kako ste rekel, za kolena, nakolenčniki in tako naprej. Dejansko pa tukaj k tej celotni tehnologiji paše tudi skalarna plošča. Povejte nam malo več o skalarni plošči, povejte nam malo več o skalarnih valovih. Vem, da je to spet eno področje, ki ga je Nikola Tesla, spoštovani znanstvenik, izumitelj vseh časov, jaz rečem, tudi uporabljal. Če malo poveste ljudem, naprimer, jaz vseeno verjamem, da obstajajo ljudje, ki to še ne poznajo dovolj dobro, da bi lažje spremljali to debato. Prej smo govorili o različnih elektrodah in tudi skalarna plošča, se pravi elektrode kot fizične rokavice, ročke in tako naprej. Tudi skalarna plošča je tukaj kot elektroda. Maxwell je recimo v 19. stoletju že odkril skalarne valove. To je tako, se pravi, če vržete kamenček v vodo in se valovi širijo v vse smeri. Tukaj pa govorimo o nekem polju, ki se tudi širi v vse smeri enakomerno. In to so v bistvu skalarni valovi. To je zdaj zelo laično, na preprost način povedano, da se razume. Ampak Nikola Tesla je pa potem skalarne valove tudi dokazal. On je imel recimo oddajnik in sprejemnik, vmes so nastajali skalarni valovi. In tukaj imamo mi skalarno ploščo, to malo skalarno ploščo, to je Teslina skalarna plošča, SZAP, in pa veliko skalarno ploščo, ki pa, se pravi Evgen, ki pa tudi oddaja pulzno magnetno polje. Se pravi, ima dve zavojnici. Mala skalarna plošča, ki oddaja, se pravi, skalarno polje ga oddaja v poljometer in pol na vsako stran in plošča sama je pa prioritetno namenjena informiranju vode, kristalov, hrane na splošno, ker tudi ko mi delamo terapije z ročkami, bilo čem, se v bistvu tudi vplivamo na vodo v telesu, kar je 70% v našem telesu. Evgen, ki je pa večji, ima pa poleg Tesline skalarne plošče tudi prstenasto zavojnico, ki pa oddaja pulzno magnetno polje. In pulzno magnetno polje pa povzroči to, da v bistvu gre to tunelsko v prostor, polje delovanja tega aparata je pa 5 metrov na vsako stran, 5 metrov pa umira. In Evgen, se pravi, SZAP kot ta mala plošča deluje izključno preko zaporja, se pravi, ga se preklopi v aparat in potem on oddaja točno te frekvence. Evgen pa deluje lahko kot samostojna enota ali pa preko zaporja. Zdaj, kot samostojna enota deluje na teh 9 frekvencah, ki jih vidimo na njem, se pravi, to je, prej ste omenjal računalnike in te zadeve, 1,2 Hz je frekvenca, to so delta valovi, namenjeni neutralizaciji elektrosmoga, razbremenitvi stresa, ki nastane na telesu zaradi tega elektrosmoga. In to se dostikrat uporablja v pisarnah, v otroških sobah, v spalnicah, tudi za ponoči. To se potem kar nekam postavi? Nekaj se postavi in se vklopi in lahko deluje ali pol ure ali pa 10 ur. In potem ista moč? Ista moč, ves čas. Se pravi 1,2 Hz kot delta valovi, potem imamo 7,83 Hz, to je Schumannova resonanca, to tudi vsi poznamo, se pravi, to je zemlji naravni puls, s tem se v bistvu ustvarja človeku naravno ugodno okolje. Torej, s to skalarno ploščo, samo preverjam, če prav razumem, s to skalarno ploščo pravzaprav kot računalnik, ko prepiše drugi program, novi program na starega, mogoče nisem prav rekel. V bistvu v svojem krogu je močnejši.
Tako, torej ta frekvenca v bistvu premaga, mogoče ni pravi izraz, ampak v bistvu deluje močneje oziroma prevzame, bi se lahko reklo, prevzame v bistvu vodilno vlogo v tem svoje okolice, ker itak po fiziki vsa sevanja ta elektromagnetna padajo s kvadratom razdalje. Okay. In tukaj to isto. In zdaj, če imate vi nek vir nekega negativnega sevanja nekje, če boste dovolj daleč stran, bo to že zelo padalo. Ja. F-gen pa v svojem krogu v bistvu je močnejši, a ne, tako ste vi tukaj, ko je ta torej, zadeva dovolj. laično, če vprašam zdaj za navadnega poslušalca, gledalca, ki danes spremlja ta podcast neverjetno z vami, dejansko, a govorimo mi, prej ste omenili Schumannovo frekvenco, katera je to ta frekvenca, ki jo ta skalarna plošča oddaja? Plošča oddaja tisto frekvenco, ki jo mi nastavimo. Ali je to 1,2 Hz, se pravi delta valovi, ali Schumannova resonanca, se pravi 7,83 Hz. In doseže 5 metrov, ta velika, 5 metrov, ali pa ena od teh 7 solfeggio frekvenc, energijskih centrov, čakar, kakorkoli že rečemo. Mi smo pravzaprav v enem zdravilnem polju, recimo večina tistih, ki saj pač poznajo 7,83 ali pa rečemo tudi 8 Hz zaokroženo Schumannova frekvenca, ko jo mi naštimamo na tej napravi, potem smo mi v tem nekem balonu. Ustvarjali smo človeku naravno ugodno okolje, se pravi nam ugodno okolje. Ker veste kaj, pomislil sem, recimo, ker govorijo o teh elektromagnetnih valovih in tako naprej, marsikdo pomisli na elektriko pa na škodljivost teh valov. Kakšno zagotovitev ali pa da bi nekoga pomirili, da to nikakor ne more škodovati, ko govorimo o teh nekih magnetnih valovanjih, ker marsikdo, recimo, sploh če je naprimer imel izkušnjo z rakom ali pa s sumom raka in tako naprej, recimo to sigurno marsikdo ve, govori se o tem, da pač bi se morali izogibati magnetnemu delovanju. Kako bi lahko to obrazložil enemu laiku, da bi se pomiril, da pa to ne predstavlja nekega dodatnega tveganja, ampak v resnici pomaga? Elektriko in ta valovanja jaz jemljem kot nekaj, kar obstaja že ves čas. To je že Nikola Tesla vedel. In mi lahko tudi elektromagnetno valovanje, tudi frekvenco, tako kot jedrsko energijo, uporabimo za slabo in za dobro. In isto je tukaj. Tukaj lahko uporabimo zadevo, vemo, kaj se dogaja, kako lahko frekvenco uporabimo tudi v negativnem smislu, ampak tukaj danes govorimo o tem, kako pomaga človeštvu. Ja. Vsekakor zelo zanimivo, pa tudi kar neverjetni rezultati so, ker sva se mi da tudi pred začetkom oddaje pogovarjala, koliko povratnih informacij imate od uporabnikov, ampak mene pa zanima, kaj pa tisti ljudje, ki razmišljajo o tem, recimo, če se vrnemo nazaj, mi da se govorili o skalarni plošči, recimo, marsikdo seveda hoče vedeti, ali obstaja možnost, da kakorkoli to negativno vpliva. So lahko kakšni negativni stranski učinki, poleg tega, kar sta rekla, da je posledica čiščenja oziroma razstrupljanja, ampak nasplošno, a je to možno, da škoduje ali ne? V bistvu, če vi, mogoče tako, se pravi, če vi uporabite napačno frekvenco, pa delate recimo terapijo imate Helicobacter pylori, delate pa za kandido, ste falili frekvenco, ali pa ste zgrešili neko zadevo. Ampak to ne more škodovati, to lahko samo... Učinki bodo verjetno manjši, kot bi lahko bili, če bi zadeli pravo. Pač zadevo tako kot kozarc se ne razbije, če vplivate nanj z napačno frekvenco, parazit potem tudi ne, če pa vplivate s pravo, se pa razbije. To vsi poznamo te posnetke, ko se kozarc pod neko frekvenco zvokom razbije. In če pa z drugo frekvenco, z napačno vplivom, to se pa nič ne zgodi, ne zaresonira z vami. In konec koncev, ko imamo rokavice, ima nekdo recimo težave s hrbtenico, pa nekdo masira, ker z rokavicami je možno tudi masirati po hrbtu, recimo nekoga drugega. Pa nekoga deluje potem na tega, ki nosi? Na oba. Tudi vi boste dobili to isto frekvenco, zato ker to zadeva prevaja zunaj in znotraj. In to ni problem, da gre za dva človeka, da gre za dve različni biološki telesi? Ker v bistvu delamo ves čas s tistimi frekvencami, ki so v bistvu optimalne, organom lastne tiste zadeve, kar bi morali v bistvu imeti, kakršno stanje bi morali imeti. Prej ste potrkal po kozarcu, pa sem se spomnil, mi da imamo tukaj vodo v kozarcu. Kot pri vsaki terapiji predvidevam, glede na to, da je voda prevodna, glede na to, da je v telesu 70-75% vode, v možganih celo 82%, hidracija telesa je
sigurno zelo pomembna, oziroma dehidracija lahko hitro nastopi, če nismo pozorni, ne, tudi zato lahko kakšen glavobol nastane. Kako je hidracija vode, oziroma ne hidracija vode, hidracija telesa, torej kako je pitje vode pomembno v tem primeru, recimo, ko delamo s frekvencami? Ok, bom tukaj še eno zadevo se navezal še na en prejšnji odgovor, potem pa to povem, ko ste vprašali o stranskih učinkih in kaj se še lahko zgodi. A ne? Konkretno pri suhem setu so možne, da se lahko zgodi tudi kakšna opeklinca. A res? A ne? Se pravi, ampak to se zgodi pri kakršnikoli frekvenčnih aparatih lahko. A ne? Ni nujno. To je v bistvu strašno zveni vsem. Strašno zveni, nič ni hudega. Kaj, to samo rdečica ali kaj? Ja, taka rdečica, kot bi nekdo nekaj takole. Ampak, v bistvu, kje so razlogi za te zadeve? A ne? So ali dehidracija, to, kar ste zdaj v bistvu vprašal, ali stres, ali pa kakšne blokade na meridijanih. Dostikrat se zgodi, da se komu zgodi blokada na nekem meridijanu, na jetrnem meridijanu, na pljučnem, srčnem, in ko se ta upeklinica zgodi, ko pride do tega, je dobro pogledati, na katerem meridijanu je, na katerih akupunkturnih točkah. To lahko nekaj pomeni spet, ne? Recimo, da je kakšna težava z nekim organom. Ne? In potem delati na tem organu, da se ve, kako pa kaj naprej. Super. To je lahko potem tudi na nek način tudi neka diagnoza na nek način, čeprav pač to ne smemo reči, ampak dejansko se lahko uporabi za neko, kako bi rekel, nek pokazatelj, da morda pa moramo zdaj tam in tam še nekaj poštimati. Tako je, ampak da pa umilimo vse te zadeve, da do tega ne pride, da preprečimo tudi Herxheimerovo reakcijo, spet podporne terapije, to sva že rekla, ampak tudi hidracija je pomembna. Ne? Zato smo mi tudi v našo ponudbo dali generator vodikove vode, ker piti je tako treba, da se hidriramo, ampak ta vodikova voda ima pa še vodik, prosti vodik, vodik je v bistvu najmanjši atom, prvi zgoraj v periodnem sistemu, najboljši antioksidant, in on pride praktično vsako celico v mitohondrih, kamorkoli. In on v bistvu veže te proste radikale nase in se izloči kot voda. To je zelo zanimivo, kar ste zdaj omenili, sicer sem videla že verjel ali ne, pri koncu vdaje imava še kakšno minutko in pol. Ko ste omenili ta vodik, jaz se spomnim, da recimo aktivni vodik, o katerem so, mislim, da že v 80-ih letih recimo Japonci veliko pisali, ne? Danes se pa recimo tukaj v Evropi ali pa v Ameriki ali pa, če rečemo, izven teh azijskih držav, naprimer, še vedno se to predstavlja po 40 in več letih, se to predstavlja kot še vedno neka novost, kar pravzaprav v teh naših koncih pravzaprav je, tehnologija pa res že obstaja že precej dolgo, tako da ta zadeva je tudi posebej zanimiva, da lahko vi pravzaprav navadno vodo dodatno aktivirate ta vodik, torej, ko to vodo pijete, v bistvu ima še večje učinke zdravilne ali pa, bom rekel, koristne, harmonične učinke na telo. Predno zaključiva še eno vprašanje, ampak tukaj potem res bomo morala zaključiti. Ta tehnologija, kljub izredno velikim potencialom za boljše počutje, večje zdravje, večje zadovoljstvo v življenju, seveda morava tudi omeniti, oziroma sigurno kdo med gledalci ali poslušalci se sprašuje, ali obstaja kdo, ki pa tega ne bi smel uporabljati, recimo nekdo, ki ima pacemaker oziroma spodbujevalnik srca, naprimer, oni smejo ali ne smejo, ali kdo drug? Ne, v bistvu zaprja se ne sme uporabljati, če ima nekdo srčni spodbujevalnik, defibrilator, neko elektronsko napravo, telesu, če je ženska noseča. Če je noseča ženska tudi, ne? Tako, čisto iz preventivnih izvarnostnih razlogov. Zdaj, eventualno bi se lahko uporabljal F-gen, v oddaljenosti pač več kot 1,5 metra, ker če F-gen... Torej ta 783 Hz... Ne, ampak v bistvu, če F-gen vključimo v zapr, bo nam deloval na katerihkoli frekvencah od 1 do milijon Hz, karkoli pač želimo. Ampak 7,83 Hz, kot je Schumannova frekvenca in najbolj, bom rekel, naravna frekvenca Zemlje, je pa lahko vedno samo koristna, ne? Vedno samo koristna. Odlično. Evo tako, midva sva prišla do konca, morda samo še omenva, da dejansko ta tehnologija, ki ste jo vi razvili skupaj z ženo in še z drugimi strokovnjaki, je tudi danes že na tržišču in se lahko marsikdo na to tudi v bistvu o tem pozanima, poišče. Vas lahko kontaktirajo na spletni strani Zaper 2P, Zaper pro.si. Tukaj lahko dobijo pač več informacij, lahko se na vas obrnejo. Predvidevam, da tudi obstajajo, bom rekel, neki
bom rekel, navodila, neki tečaj, da lahko se ljudje dobro seznanijo s pravilnim delovanjem, to sigurno obstaja, ne? Mogoče bi dodal tukaj še to, da v bistvu mi približno enkrat mesečno naredimo dneve odprtih vrat, kjer se v bistvu dotaknemo vsega tega, kar smo rekli, se pravi še bolj konkretno, se pravi skupaj z mojo ženo, kar se tiče prehrane, cirkadianih ritmov navad, razložite. Tako predstavimo vse aparate, od zaporja do 11. harmonika, F-gena, karkoli pač je. In tukaj v bistvu temu rečemo danes že kar šola, ker pač imava tako pogosto. Sliši se tako in jaz verjamem, da je tudi prav tako, da se ljudje v bistvu ne samo, da je rešitev na voljo, ampak tudi pravilno rokovanje je potrebno, kot sva prej rekla, prava frekvenca, da se doseže tista harmonija, tisto optimalno zdravje. Super. Hvala, gospod Marko Črnivec, za obisk v podcastu. Neverjetno, odličen sogovornik ste. Hvala za te razlage, detaljne pojasnitve. Jaz sem prepričan, da tudi gledalci, gledalke in poslušalci ter poslušalke so marsikaj zanimivega slišali. Vas lahko na tej spletni strani najdejo, se na vas obrnejo in se pozanimajo, karkoli bi vas pravzaprav zanimalo. S tem pa tudi se zaključuje današnji podcast Neverjetno. Hvala za vašo pozornost in hvala za vaš fokus. Mi pa se vidimo v kratkem v novem podcastu s kakšno neverjetno zgodbo, neverjetno tehnologijo ali čemrkoli drugim neverjetnim. Gledali ste podcast Neverjetno na portalu izprveroke.com. Torej, do prihodnjič, srečno ostanite v najboljši frekvenci, v frekvenci zdravja. Lep pozdrav!